Torej, uvodno je bilo že rečeno, to je tretja oziroma zadnja knjiga Voduškovega zbranega dela, ki se deli na dva dela, na duhovno-idejno in politično publicistiko in na jezikoslovne spise. Duhovno-idejna in politična spisi so po svoji vsebini, po idejah v njih precej povezani. Načeloma se delijo na pač ti dve problematiki, vendar vseh, ki so obseženi v knjigi, to pa so recimo pismo iz leta 1925, to je bilo sicer že objavljeno v drugi knjigi, potem Poslanica 1926, pomemben spis Etika in politična miselnost Slovencev iz leta 1927 in Mladinski problem iz leta 1934, so, kot rečeno, tematsko problemsko povezani. Kar se tiče njegovih idej, Vodušek je bil, kot znano, pripadnik križarskega gibanja in je zagovarjal pač predvsem krščansko etiko v nekem sodobnem duhu in ločitev slovenske cerkve od politike, se pravi od politike tedaj vodilne Slovenske ljudske stranke. To je težišče njegovega razpravljanja. Kar se tiče njegovih političnih idej, pa je bil eden prvih, ki je zagovarjal slovensko samostojno državo v okviru tedanje Jugoslovanske federacije, ki je bila sicer uradno znana kot država trojedinega jugoslovanskega naroda. On je zagovarjal samostojnost in avtonomijo Slovencev, kot so jo po njegovem v tedanji Jugoslaviji priborili Srbi. Torej, Srbe ni kritiziral zaradi njihove hegemonije v stari Jugoslaviji, pač pa jih je pohvalil, ker so se znali boriti za svoj položaj, ki ga je terjal tudi od Slovencev. Ker se te njegove ideje, ne duhovne, ne idejne, ne politične, tedaj niso uresničile, je doživel pač osebno duhovno krizo, ki je segla tako na njegovo zasebno življenje kot na delovanje. Izstopil je iz cerkve, razšel se je s cerkvijo, politične ideje je seveda opustil, ker po letu 1929 ni bilo mogoče o tem razpravljati in se je spet posvetil na eni strani poeziji, na drugi strani pa jezikoslovju. Leta 1933 je napisal prvi tak ključen spis, ki je pomemben še za današnjo razumevanje jezikoslovja, z naslovom Za preureditev nazora v jeziku, ki ga je objavil v zborniku Krog. V njem je izhajal iz tedanje sodobne francoske lingvistike, tudi iz de Saussura in iz idej praškega lingvističnega krožka, sicer ne izrecno, ampak se da razbrati iz njegovih idej, da so bile v sorodu z idejami recimo praških lingvistov ali osnova pa seveda z teorijo de Saussura. Zagovarjal je Trubarjev jezik, govorjeni Trubarjev jezik, v nasprotju s knjižno jezikovno slovenščino, ki so jo razvijali slovničarji 19. stoletja, in sicer je kritiziral pri njih predvsem panslovanstvo, se pravi te tujke, ki so si jih tedaj prevzeli za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika iz drugih slovanskih jezikov, je imel prav tako za tujke, kot recimo tujke iz italijanščine, francoščine, nemščine. Kritiziral je njihov purizem in naslonitev na arhaični kmečki jezik. Te ideje je nadaljeval tudi po drugi svetovni vojni v dveh spisih,
iz leta 50 in 51, obširnih analizah, ki sta izšli ob izidu slovenskega pravopisa 1950. Tam je nadaljeval ta zagovor pogovornega, občevalnega, živega jezika in visokega knjižnega jezika, ki sta ga pisala predvsem Prešeren in Cankar, in kritiziral pa je izumetničeni jezik in vrsto neknjižnih sestavin v tedanjem jeziku. Bil je kritičen spet posebej do slovničarjev, ki so sestavljali ta pravopis, in v praksi pa predvsem do nekaterih prevajalcev, ki so v jezik vnašali izumetničenost, posebej do Sovreta. To tendenco zagovor občevalnega jezika je nadaljeval še v nekaj krajših spisih, recimo o slovenskem odrskem jeziku, se pravi jeziku za gledališče, in v članku Historična pisava in historična izreka. Vse ostalo, kar najdemo deloma tudi v tej knjigi, to je nekaj daljših člankov o jezikovni teoriji in o nekaterih specifičnih poglavjih jezika, pa sodi v bistvu v znanstveno jezikoslovje in je zato v zbranem delu le deloma zajeto. Namreč Vodušek je dvakrat pripravljal doktorsko dizertacijo o glasovno motiviranih besedah oziroma raziskoval je nastanek in vlogo onomatopej v jeziku. In sicer v letih 28 in 30 je pripravljal to prvo dizertacijo, ki jo potem opustil in se posvetil predvsem študiju prava. Nadaljeval pa je po vojni, ko je leta 1948 prijavil to drugo dizertacijo, ki naj bi jo dokončal v 10 letih, vendar jo ni oddal. Pač pa je v tem času objavil vrsto spisov, imel je tudi nekaj predavanj med slavisti, ki so bila določena poglavja iz njegove dizertacije, predvsem 7 ali 8 razprav, razvije lingvistika, ki sta daljših razprav objavljenih v nemščini. Seveda te spise nismo mogli uvrstiti v zbrano delo. Ob tem pa se je ohranila še vrsta jezikoslovnega gradiva, ki zaradi svoje narave ne more vstopiti v tako knjižno publikacijo. Vse to najdemo v Voduškovi zapuščini, vnuku, namreč on je bil od leta 1953 do 1973 v službi na Inštitutu za slovenski jezik. On je bil tisti, ki je organiziral delo za pripravo poznejšega slovarja slovenskega knjižnega jezika, organiziral je izpiske iz literature, oblikoval je določen tip geselskega članka, izdeloval je zasnovo slovenskega knjižnega jezika, ki so jo potem po letu 1961 nekako ga je nadomestil profesor Suhadolnik. On je to teoretsko delo opustil oziroma ni čisto jasno, zakaj ga je opustil, naj bi prišel v spor s tedanjimi sodelavci na inštitutu in tudi verjetno z vodstvom inštituta v tem smislu, da so imeli nekateri drugačne ideje o SSKJ-ju, kot jih je imel on. Se pravi, Vodušek je bil v bistvu pionir na več področjih jezika in sicer na področju strukturalnega jezika. To so mu priznali tudi jezikoslovci, ki so proučevali to njegovo delo. O tem področju sta
najtehtnejše pač članke napisala zlasti Miha Glavan in Ada Vidovič Muha. Tako da velja za v bistvu začetnika sodobnega slovenskega jezikoslovja. Vse v arhivu, v rokopisnem oddelku in verjetno tudi v Inštitutu za slovenski jezik je še kaj, je ohranjeno ogromno gradiva listkovnih izpisov, seznami izpisanih del, potem pa gradivo seveda tudi za njegovo dizertacijo, ki vsega od izpisov literature do tipologije, onomatopoij, ki gradivo sodi na področje primerjalnega jezikoslovja in tako naprej. Se pravi, na tem področju čaka raziskovalce še veliko dela.